pisateljevim stanjem, ki je bilo pravzaprav nekako zanj težje in mračnejše. To je poezija. Jaz moram reči kar na začetku, da ta dva dogodka, lanski s to zaporniško poezijo in letošnji iz pesmi prostosti, sta izjemna dogodka. To je, bi rekla, nekaj takega, kar se zlepa ne zgodi v kakršnikoli literaturi. Da pride takšen ogromen opus poezije nalepen zdaj v celoti na dan. In to seveda s pomočjo osebe, ki je morala te zadeve iz rokopisnih, načečkanih listkov. Sicer moram reči, da je lepo pisal, kadar je pisal nekoliko izumetničeno, ampak to so bili rokopisni teksti in tukaj je prisotna gospa, njegova prijateljica, je to seveda delala iz dneva v dan s težko muko in to je delo, ki je neverjetno močno. Sami literarni teksti seveda ta trud nekako opravičujejo, ker to so izjemni teksti. Moram reči, meni je postalo kar vroče, kar v glavo mi je butnilo, ko sem brala te njegove spomine. In seveda izstopajoči del je ta tekst o potovanju v umetniškem pogledu, potovanju v Afriko. To je 200 strani skoraj pesniške forme, bi rekla, ki je podobna nekemu epu, dolgemu epu, takemu klasičnemu. In neverjetno bogatim jezikovnim gradivom zapisuje ta doživetja ob zahodni obali Afrike od vrha do dna. To se je dogajalo 72-73. In tukaj se je nekako ves žar njegovega besednega ustvarjanja izkazal kot izredno močan, ker v tem svetu seveda se je dotaknil zelo bolečih dogodkov, zelo naravnih okoliščin, živali, posameznih tipov